Na kaj bi ob implementaciji splošne uredbe o varstvu podatkov posebej opozorili računovodske servise? Računovodski servisi se morajo zavedati, da podatke obdelujejo v imenu in za račun svojih strank, torej ne v svojem lastnem imenu, razen takrat, kadar podatke obdelujejo svojih lastnih zaposlenih. V tem segmentu je GDPR prinesel eno pomembno novost, namreč, da dopušča tudi tako imenovano podpogodbeno obdelavo, ne samo pogodbeno obdelavo. In te akte bo treba majčkeno prenoviti, kaj pomeni podpogodbena obdelava. Če ima recimo nek računovodski servis ful veliko dela in ga sam ne zmore več in želi najeti nek SP ali pa nek drug DOO in mu predati podatke svoje stranke, pomeni, da je verižil podatke v podpogodbeno obdelavo. In ta odnos med primarnim računovodskim servisom, torej prvim obdelovalcem in drugim v vrsti podpogodbenim obdelovalcem, mora urediti računovodski servis. Novost po GDPR je pa seveda tudi ta, da se primarni upravljalec, torej stranka, naročnik računovodskih storitev, mora strinjati s tem, da se njegovi podatki oziroma podatki o njegovih zaposlenih in njegovih strankah prenesejo še na nek drug računovodski servis, ki ni prvi partner v vrsti. Kaj pa je Zbornica računovodskih servisov na tem področju že naredila za svoje člane? No, za naše člane smo danes ravno organizirali eno predavanje, kjer smo razčistili določene pojme, ki nas najbolj sekirajo v zvezi z to uredbo. Pripravili pa smo tudi dve pogodbi oziroma eno podpogodbo in pogodbo, kjer točno opredelimo pojme odgovornosti glede varstva osebnih podatkov med naročnikom in nami, kakor tudi med nami in našimi izvajalci oziroma podjetji, kjer hranimo podatke oblačne ali pa kjer arhiviramo te naše podatke.